V splošni bolnišnici Murska Sobota so 25. in 26. septembra obeležili 5. obletnico mednarodne kirurške delavnice laparoskopskih operacij dimeljskih kil TAP in TEP. V ponedeljek 25. septembra je v Lovenjakovem dvoru potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije o povezavi z izvajanjem laparoskopskih operacij v splošni bolnišnici Murska Sobota. Kajti želja je, da s sodobno tehnologijo seznanijo čim širšo javnost. Meni znamo je 5. obletnica oziroma 21. Srečanje oziroma workshop, delavnica iz operacije KIL. V bistvu gre za eno najpogostejših operacij kirurgov. Zakaj ta delavnica pri nas? V bistvu izvajamo to ne na inovativen, ampak na zelo sodoben način. Smo ena redkih bolnišnic, ki operiramo laparoskopsko kilo. Metoda je naprednejša, okrevanje je hitrejše, manj invazivno za samega pacienta. Dr. Koprivica kot organizator srečanja in v bistvu bi pravo glavni kirurg predstojnik kirurgije v naši bolnišnici tudi sami izvaja te operacije. Mi smo veseli in pozdravljamo, da uči tudi druge kirurge, ne samo v Sloveniji, ampak tudi iz celotne Jugoslavije, tudi lahko me opomniš mogoče malo širše, recimo je mednarodno. Kot bolnišnica smo veseli, da smo s tem tudi prepoznavni, da prihajajo k nam ljudje v bistvu v našo bolnišnico, jo vidijo, kako delamo in se seveda od nas učijo. Kdaj smo se mi začeli 10 več let nazaj učiti te laparoskopske posegi, a gre za laparoskopske operacije dimeljskih kila, ki so najbolj sodobni načini zdravljenja dimeljskih kila. Imeli smo težave, kje bomo šli na izobraževanje. In seveda šli smo na razne hiše i potem smo 2018. v septembru začeli delati workshope mednarodne pri nas. Takrat nismo vedeli, da bomo trajali 5 let, da bomo imali žene in 20 delavnicu. Več kot 140 kirurga je šlo skozi tu delavnicu iz Slovenije, iz Hrvaške, Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Italije, Mađarske te iz Anglije. Tako da smo danas zelo veseli, da je 5 let za nami, da smo poznani u okolju i u Sloveniji ko bolnišnica, katera izvaja kontinuirano medicinsku edukaciju. Nobeni podoban kurs u našoj bližini oziroma v naši regiji okoli ni. Prvi neki podoban kurs kot te, kateri mi imamo, je v Slovaški kod profesora Mareka Soltesa in mi smo pravim zelo zadovoljni odzivom. Ovo leto smo imeli 4 delavnice, ampak smo zaradi ogromnog interesa naredili še 2 dodatne. Torej ovo leto bomo imeli 6 delavnica. Seveda iz tega izhaja i naša strukovna izpopolnjevanje. Vabili smo kod zunanji predavatelji oziroma predavatelji po pozivu na številne mednarodne kongrese, kjer predstavimo naše rezultate. Pravim za kirurgiju splošne bolnišnice Murska Sobota, predvsej zdaj na abdominalnu kirurgiju. Izvajamo, oziroma to je bolnišnica, v kateri se laparoskopski posegi začeli izvajati že 92. leta, kot jedna od prvih bolnišnica u Sloveniji. Mi smo to seveda ohranili, šli smo naprej, tako da pri nas se zdaj u Murski Soboti izvajaju svi sodobni laparoskopski posegi. Tudi mislim na laparoskopske posege rakastih bolezni debelog čreva i danke, laparoskopske posege rakastih bolezni želuca i sve druge laparoskopske posege, holeciste, slepiči, operacije laparoskopske vranice. Tako da smo res glede tega popolnoma u stiku sa sodobnom medicinom i sa sodobnom kirurgijom. Ker delavnica traje 2 dni. Danas su predavanja, jutri su operacije 4 u Mursko-Soboškoj bolnišnici. Zaradi kakovosti mi smo imeli številu na maksimum 7 do 8 ljudi.
ker zavedate se, da oni morajo priti v operacijsko salu, morajo biti unutra, tako da delavnica nikoli ni imala spodaj 4-5, maksimalno gremo do 8 ljudi, ker mislimo, da je to optimalna številka iz izkušnje, katero imamo in ker smo mi šli zunaj, če je preveč ljudi, potem kakovost ni dobra, ne vide sve dobro, tudi u operacijsko morate upoštevati neke standarde i normative aseptičnog dela in 7 do 8 ljudi je ponavadi u delavnici. To su sve kirurgi, kateri su iskušeni kirurgi. Torej, ovo ni delavnica osnovnih laparoskopskih tehnika. Ovde gre za delavnicu naprednih laparoskopskih tehnika. Torej, ne morate biti začetnik i takoj začeti delati ove operacije. Morate imati neke laparoskopske iskušnje na lažnim posegima da bi se učili ove posege delati. To su standardne, rutinske operativni posegi. Mi ne izvajamo nobene eksperimentalne posege. To je standardna laparoskopija, če vam pravim da u EU območju 60% svih dimenskih kila se operira laparoskopski, to pomeni da je to neka rutinska procedura u medicini. Delavnice su brezplačne za udeležnice, oziroma kotizacije ni. Udeležnici plaćaju put i plaćaju stroške boravka u hotelu ovde, to mi ne krijemo. A bolnišnica izvaja to u rednem delovnim času, mi izvajamo to do podne. Torej, to su ljudje katere bi operirali i bez delavnice, moguće odprtom metodom ili nekom drugom. Torej, gre za standardne laparoskopiju, katera je uveljavljena že dugo u svetu, ampak je finta da smo mi naredili delavnicu da ti ljudi pridu, da dele iskušnje s nama, da vide kako mi delamo i da se uče od nas. Kako da izboljšaju svoju operativnu tehniku. Plaćilnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker to se dela u rednem delovnem času, to su bolniki kateri imaju zavarovanje pri nas, to su rutinske procedure. Nema tu nič drugačijega u primjeravi sa svakim drugim posegom kateri se izvaja u bolnišnici. Ja vodim kurs, ja sam operater i asistenti su mi kirurgi samog odelka. Ja vodim kurs operacije i ja vodim delavnicu kao kurs direktor i ja izvajam te posege. Imamo ogromne številke, mislim to su blazne številke operiranih bolnikov i velike, zelo velike iskušnje i prihajaju ljudi iz okolja kateri to delaju, da si izboljšaju svoje tehnike, da vide sodobne tehnike kako delamo, jer mi delamo najbolj sodobne tehnike, najbolj sodobne materijale, brezšivne tehnike, laparoskopske. Okrevanje tih bolnika je izredno hitro. Tu obstaju dve metode operativnog zdravljenja laparoskopski. Jedne su transabdominalni pristup, a drugi je totalni ekstraperitonalni pristup. To su dve metode katere jedini mi u Sloveniji delamo rutinski obe u hiši. Ponavadi većina hiša dela samo jednu tu TAP metodu. A Mursko-Soboška bolnišnica rutinski dela i TAP i TEP metode. Nekaj su nekaj su delali par let nazaj u Celju pa su prenehali TEP, zdaj je začeo tu i delati TEP, ampak mi smo tu lideri i obe metode imamo enako pravnu u svojoj hiši sa ogromnim iskušnjima kateri imamo. Torej gre za laparoskopske standardne rutinske posege kateri su poznani u zavarovalnici, zavarovalnica ima kodu, ima finančno opredeljeno koliko stane taj poseg, to je sve rutina. Znači ne gre za neke posege kateri su eksperimentalni. Drugo, operiraju kirurgi koji delaju u Sloveniji sa licencom iz Slovenije. Zunanji kirurgi su gledalci. Oni pogledaju, poslušaju, razmenimo svoje iskušnje, kako oni delaju, ampak oni ne operiraju, mi operiramo. Vsi udeleženci po opravljeni delavnici pridobijo tudi certifikat.